nami je zelo pomembno srečanje, na katerega bomo maksimalno pripravljeni. Kar se glede kadra, razen Villarja, kateri je dlje odsoten, vsi ostali fanti so zdravi, pripravljeni in v principu komaj čakajo sredino tekmo. Tako, videli smo jih v živo, videli smo jih preko posnetkov. Ena taka karakteristika površno oziroma da dominirajo v svojem prvenstvu. Zdaj tega so tudi zelo napadalno usmerjeni in jim je to prioriteta, katera potem v Evropi, ko naletiš na tekmece, kateri so mogoče malce boljši, se pokaže kot neka pomanjkljivost, malo večja kot pa v domačem prvenstvu. Nekaj talentov, sigurno evropskega potenciala, kot ekipa dovolj izkušenj zaradi tega, ker so v preteklih sezonah nenehno prisotni v Evropi do Božiča. Nekaj izkušenih igralcev in kot celota ekipa, katera zna izredno dobro menjati ritem. Od tega, ko te umrtvijo skozi igro oziroma ti mogoče v nekem trenutku tudi pustijo neko navidezno dominacijo do strašnih prehodov v napad. Tako da enostavno se moramo zavedati, da imajo kvaliteto. Vendar po drugi strani se moramo tudi močno zavedati, da jo imamo mi. Tako je, to bo, kar se samih treningov tiče, je zelo malo časa za kaj narediti. Danes smo na treningu nekaj želeli, vendar je vročina nas je hitro nagnala z igrišča, ker bi bilo nesmiselno vztrajati. Tako da bomo veliko se pogovarjali, tudi nekaj še pokazali. Že danes odhajamo v karanteno, da bi imeli mir. Jutrišnji dan bomo izkoristili za to, da si detaljno pogledamo še in preko samega treninga bom bistveno manj kot pa preko razgovorov. Tako da bojo fantje do same tekme imeli vse informacije o nasprotniku, kako in kaj. Ena stvar je pa tu zelo pomembna, da ne ostane samo na odgovoru, ampak da to držimo 90 minut ali pa še več. Enostavno to je zdaj en kvalitetnejši tekmec kot do sedaj in tu bomo morali biti to, kar znamo. Tako je, nam vročina sigurno ne bo škodila v tej meri, da bi nam bilo to velika ovira. Jasno je, da bo verjetno v nekem trenutku potrebno aktivirati vso mentalno stabilnost, moč, katero imaš, zaradi tega, ker bo težko, ker je sama težka, tekmec je težek, potem pa še ta temperatura. V nekem trenutku bo verjetno tudi vplivala na ritem tekme, tako da bo nasprotnik, kot sem že prej omenil, skušal umiriti igro in enostavno bomo morali biti mi v teh detaljih pozorni. Po drugi strani pa je tu ena naloga, o kateri govorimo zmeraj, da bomo morali igrati nogomet, imeti posest, prisiliti nasprotnika, da teče za žogo, kar ne dela rad. Na evropske tekme. Poglej, zdaj je to nogomet ni pritisniti nekaj na gumb, pa reči, zdaj bom pa jaz igral tempo, ker imaš nasprotnika, pa imaš več faktorjev, ki vplivajo. Če pogledamo čisto Železničar, prvi polčas se je odlično branil, zaprl in s tem, ko je veliko delo v obrambi, izgubil tudi nekaj moči, avtomatično v drugem polčasu malo več prostora in potem smo ga znali izkoristiti. Tako da to se večkrat zgodi in ni bil to načrt. Če bi ga lahko zabili v prvi minuti, bi ga takoj. Tako kot je rekel trener, mi smo maksimalno pripravljeni na to sledečo preizkušnjo. Igrali smo že velike tekme in vemo, kako se pripraviti in tako bomo tudi ekipa in vsi pripravljeni na to sledečo preizkušnjo, ki želimo oditi kot najboljši, kot zmagovalci. Vedno je takšno naše razmišljanje in to nas vodi naprej. Še vedno to je pomembna tekma, vendar ne gremo izmišljati nič novega, gremo igrati nogomet in tisto, kar nas krasi in biti najboljši.
Dinamo zadnjega meseca je seveda izredna ekipa, to že kažejo zadnji rezultati. Zadnje evropske preizkušnje, ki so premagovali nasprotnike in so izredna ekipa v ofenzivi in tudi nasprotniki ne dopuščajo veliko prostora, tako da igrajo tisto svojo igro, v kateri uspejo nasprotnika streti, vendar jaz verjamem, da mi lahko odgovorimo na te njihove dobre značilnosti in da bomo tako dobro pripravljeni ter spoznali to ekipo Dinama, da smo lahko iz tega dvoboja zmagovalci ter da napredujemo v skupinskega tega, to, kar si vsi želimo, vendar do tega je še veliko garanja in veliko dela na igrišču, ki ga želimo opraviti maksimalno. Čutite seveda v okolici toliko iz strani vas novinarjev, iz strani navijačev, toliko sosedskih dvoboj, toliko večjega napihovanja v zgodovinski dvoboji, vendar ko prideš enkrat na igrišče, to potegne nekaj za sabo, vendar ti skušaš le igrati tisto svojo najboljšo igro in biti skoncentriran na svoje dobre značilnosti ter onemogočiti nasprotnika v igri ter biti boljši od nasprotnika, sedaj pa kdorkoli, ali je to sosed, ali je to kdorkoli, le da premagaš nasprotno ekipo. Ja, seveda, mi vsako tekmo skušamo odigrati najboljšo, vsako tekmo skušamo odigrati tekmo življenja in tako bo tudi v teh sledečih preizkušnjah, že prva na gostovanju v Zagrebu mora biti na našem najvišjem nivoju in v zadnjem krogu so ekipe, katere so sposobne igrati vrhunski evropski nogomet in jaz sem prepričan, da tudi naša ekipa je tega sposobna ter da si z našim željem, našim načinom igre to zaslužimo ter da lahko damo tisti svoj maksimum, ki nas bo peljal naprej. Škoda, ker ne trgujemo, ne? Mi igramo nogomet in želimo zmagati tekmo, zdaj pa na kakšen način nam je podzvesti zmaga, nikoli ne reagiraš, da bi igral neodločeno, da bi izgubil, da daš zadetek. Nam je motivacija in želja, da je tekmo zmagamo.